Dogodki v Parizu, ki so jih zagrešili člani ISIS oziroma ISIL oziroma Daesh. Ok, a smo odslej za to, da jih kličemo pizde? Ja? Smo? Ok. Če vas budim ob 3 zjutraj in vprašam, kaj je ISIS, boste rekli? Pizde! Bravo. Ok. Torej, pokol v Parizu je grozljiv dogodek, a vsaka tragedija v sebi skriva tudi kaj smešnega. Ker spomnite se Alenke Bratušek, obupna premijerka, obupna vladavina, a njen nastop na CNN nas je nasmejal. No tokrat nas je nasmejala mama pariškega napadalca, ki je rekla, da njen sin ni hotel nikogar ubiti in da se je razstrelil zaradi stresa. A v Parizu nimate Heleksa, ali kaj? Ahmed, če si pod stresom, si ga na roke vrš. Ali imate tudi to prepovedan? In kaj sledi? Bodo morali japijem na mest kadilnice montirati sobe za razstrelitev? Eksploziv krije zavarovalnica. Stres my ass, ja? No, mama je dodala, da je dokaz to, da njen sin ni ubil nikogar. Kaj pa, če je sine sam nesposoben, mami, ha? Na našo srečo. No, kakorkoli po strahopetnem napadu strani pist, se je Evropa odločila, da bo reagirala. Francija je po petkovem pokolu v Parizu vse države članice Evropske unije zaprosila za vojaško pomoč v boju z islamsko državo in vseh 28 članic je odgovorilo z jasnim da. Jep, narod moj, očitno smo v vojni. Če je to dobra ideja, bomo preverili malce kasneje. Mene bolj zanima, kako se je na napad odzval Obama. The killing of innocent people based on a twisted ideology is an attack not just on France, not just on Turkey, but it's an attack on the civilized world. Barack ima prav. Še dobro da ni Amerika med njegovo vlado z droni pobila več kot 2500 ljudi, večinoma civilistov. Tudi tako, bi Damjan Murko razlagal, kako Werner fuša. Tudi, bi McDonald's razlagal, da ima Burger King preveč cukra v hrani. A pa če bi Bavčar rekel Šrotu, ti si tajkun. A ni isto, no. Ok, kaj na vse to pravi turški predsednik Erdogan? Model ortaklar olarak, stratejik ortak olarak bundan sonraki süreçte de dayanışmamızı dünya barışına bir katkıda bulunmak için kararlılıkla devam ettir. Zato bo malo begunsten v koruzen. Boš ti stremel k svetovnem miru, ja? Kupuješ nafto od njih, baraba pizdunska. Črno trgovanje in to s črnim zlatom, z nafto, ko se reka tovornjakov iz Turčije vali v Irak, praznih nazaj potovorjenih z nafto. Kupljeno, razlaga ekonomist Sašo Stanovnik po izjemno nizki ceni. A ja, Borutu prijatelj Erdogan prisega, da se bo boril proti pizdam, naskrivaj pa od njih kupuje nafto. Bravo. Turki so kot tisti sodelavc, ki te tolaži, ki ti nekdo požre malco v hladilniku, ne? Istočasno pa za tvojim hrbtom Francuz z računovodstva prodaja tvoj štrudel po računalniku. A ni isto? Lahko bi še Turke klicali pizde, pa smo to besedo že porabili. Tokrat imate srečo, Turki. Ok, mednarodna politika je kot partija šaha, kjer kmete najprej nabrišejo, pa jih pa še zakurijo. Mene bolj zanima, kako bomo to sranje rešili. Zahod meni, da bo mir prineslo še več vojne, kar pomeni še več smrti, teroristov in kaosa. Zdaj, Einstein je rekel, da si nor, če z istim postopkom pričakuješ drugačne rezultate. In Einstein je bil baje brihten tip. Ne vem, kaj nisem poznal, ampak baje je bil ful brihten. In begunci in terorizem sta posledici vojne v Iraku in Siriji. Zdaj bi pa mi novo vojno. A vam jaz povem, kako bomo to rešili? Poslušajte. Rešitev teroristične krize. Kako rešiti krizo s teroristi? Prvič, končati moramo vojno v Siriji. Ne več vojne, ampak manj. Asada na sodišče, izvesti volitve. Mogoče začrtati nove meje. A tega naj ne počnejo Angleži kot nazadnje zalega pjana. Potem moramo pomagati državi na noge. Infrastruktura, storitve in dostop do interneta. Mir bomo namreč ohranili le selfiji in hashtagi. Pomaga tudi, če Zahod neha prodajati orožje vse poprek. Če se le damo. Drugič, končati moramo begunsko krizo. Na varen način moramo nuditi zavetje, a istočasno strogo preverjati prišleke. Na to moramo zagotoviti integracijo. Prišlek, ki se ne počuti dobrodošel, bo prej hotel postati terorist. Ali bo pa pel šlagerje.
Rezultat bo isti. ISIS hoče, da smo grdi do prišlekov, saj bodo lahko rekli, a smo vam rekli, da so Evropejci pizde, a? Zato moramo biti evropski. Enakost, svoboda in bratstvo. Spoštovanje vseh, sprejemanje drugačnosti, predvsem pa zavračanje vojne. Lahko pa na Bližnji vzhod vržemo atomsko bombo in tam zgradimo rezervat za leve, kaj jaz vem. Bo vsaj mir, če ne štejemo mutiranih levov. A vsaj teroristov ne bo. Se pravi, kar moramo storiti zdaj, je stopiti skupaj. Kaj takrat, ko smo Slovenci skupaj rekli Đurotu, zdaj pa tega dost in ga poslali nekam z jaficami vred. Res je, te pizde so v Parizu ubile 129 ljudi, dan prej pa v Bejrutu še 43. Poleg tega so sestrelili rusko letalo in ubili 224 ljudi. Normalno je, da je prva reakcija želja, da bi te pizde zmleli v sončni prah. A sovraštvo ni rešitev. Pomembno je tudi, da se ne spravljamo na muslimane med nami. Priznam, ne štekam folka, ki zavrača slanino. A enačiti muslimane s teroristi je isto, kot bi vse kristjane enačili s Ku Klux Klanom. Predvsem ne bodimo pa kot tale metropolitanski razumnik. Medtem ko so se premijer, ministri in poslanci zjutraj komaj dobro posedli v parlamentarne klopi, je policija pred državnim zborom za las prekinila poskus državljana, da bi zažgal muslimansko svetopismo, Koran. Koran zažgati, ne. V imenu katolikov Evrope, ne samo Slovenije. Da teh kamel trajbarjev imamo dost. In uničili bojo Evropo in pozivam vse potomce hrabrih evropskih križarjev, da se združimo, pa da pošljemo kamel trajbarje oziroma muslimane, odkot so prišli. Ja, zadnja stvar, kar rabimo, je, da bi postali ta tip. Že tako je štala, on bi pa z benzinom koren pred parlamentom koren. Kaj pa pričakoval? Da mu policaj podpihoval, da bo bolj gorelo, ali kaj? Mal se obri, hrabli potomec križarjev, ki te bojo hitro zamenjali za pizdo. Glejte, narod moj, pizde bomo premagali tako, da mi ne bomo pizde. Ker te pizde hočejo kaos, oni hočejo razkol, drugače ne znajo operirati. Situacija je resna, lahke rešitve ni. A medtem, ko naši izvoljeni tepci tuhtajo, kaj bojo naredili, moramo mi poskrbeti, da zaradi barbarskih dejanj drugih ne postanemo barbari še mi. In kaj na vse to pravi naš predsednik? Še zmer kotalka. A lahko kdo predsedniku pokaže, ko se sezuje kotalke, ki mora v službo, prosim. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.